Pozdravljeni! Danes si bomo pogledali krivuljo alternativnih proizvodnih možnostih, imenovano tudi krivuljo APM. Kaj nam krivulja pove? Pove nam, koliko in kaj naj gospodarstvo proizvede, da bo doseglo tako produkcijsko kot alokacijsko učinkovitost. Najprej bomo pogledali, kaj je to produkcijska in alokacijska učinkovitost, potem pa bomo preko modela oziroma grafa analizirali, kako priti do produkcijske učinkovitosti in kako do alokacijske učinkovitosti. Še ena pripomba tukaj, ko govorimo o gospodarstvu, bi lahko govorila tudi o državi, lahko bi govorila o gospodinjstvu, o posamezni fizični ali pravni osebi. V bistvu gre vedno za to, da analiziramo, koliko in kaj naj določena oseba, subjekt naredi. Tako da bomo uporabljali gospodarstvo, boste pa v učbeniku videli, da smo se ukvarjali tudi z drugimi subjekti. Torej, kaj je to produkcijska in alokacijska učinkovitost? Produkcijska učinkovitost nam pove, v bistvu, ali država naredi določene dobrine z najmanjšimi možnimi stroški. To se pravi, recimo v našem primeru bomo imeli čokolade pa pomaranče, bomo ugotavljali, v bistvu, ali je količina, ki si jo družba želi, proizvedena z najmanjšimi možnimi stroški. Alokacijska učinkovitost po drugi strani pa nam pove, v bistvu, katera kombinacija pomaranč in čokolad je za družbo najbolj optimalna. To se pa zrcali preko preferenc ponudnikov in povpraševalcev in to bomo videli se v bistvu določi na trgu. Zato je trg tudi tako pomemben, kakor bomo povedali še v drugih posnetkih, ker na trgu se zrcalijo potem preference enih in drugih, se oblikuje optimalna cena oziroma ravnotežna cena in količina. No in zdaj pa imamo v bistvu, da tale naš, če lahko tomu rečem, model. To se pravi, zanima nas, koliko in v kakšni kombinaciji dobrin lahko gospodarstvo proizvede. Moramo pa narisati tudi graf, jasno, naš model, pod naslednjimi predpostavkami. To se pravi, bomo dali predpostavke. In predpostavke so, gospodarstvo proizvaja samo 2 dobrini, bomo imeli čokolade pa pomaranče. Drugič, tehničnega napredka v obdobju, ko mi gledamo, kaj se dogaja, ni. Potem v bistvu proizvodna sredstva so omejena. Tista, ki jih imamo pa na voljo, so uporabljena za proizvodno čokolade in pomaranč. In pa gospodarstvo je zaprto. To pomeni, da ne trguje s svetom. To je kar pomembna predpostavka, ker boste videli, če jo relaksiramo, potem pride do, določenih sprememb v modelu. No in to si lahko tudi pogledamo na grafu, tako da bomo točno videli to našo krivuljo alternativnih proizvodnih možnosti. To se pravi, takole narišem graf, puščice, čokolada na vertikalni osi, pomaranče na horizontalni osi, tukaj imamo tako. Ena taka, običajna krivulja alternativnih proizvodnih možnosti zgleda nekako takole pod predpostavkami, ki smo jih narisali. Zdaj, kaj nam to pomeni? Pomeni, da je v bistvu katerakoli kombinacija čokolade pa pomaranč znotraj in pa, na krivulji, zdaj bom to pobarvala, notranjost, je v bistvu za to družbo dosegljiva. Za to gospodarstvo, smo rekli. Tole, kar je zdaj šrafirano, pobarvano, to je dosegljivo. In vsaka točka na tej zeleni krivulji. To se pravi, lahko rečemo dosegljiva je točka, recimo A, dosegljiva je točka B, ali katerakoli točka na krivulji, dosegljiva je pa recimo tudi točka X. Jasno, zdaj že vidimo, tako intuitivno, da je v bistvu najbolj optimalno, produkcijsko učinkovito je biti na krivulji, točno na krivulji. Zakaj? Boste videli, recimo, da smo v točki X, ko država proizvede, ali pa gospodarstvo, X števila čokolad in pa X števila, recimo, pomaranč. Zdaj pa recimo, da hočemo iz X-a priti v B. Vidimo, da pri tem, da proizvedemo v B-ju enako, rečemo tudi ČB, količino čokolad, hkrati
pa lahko proizvedemo tudi B čokolad. To se pravi, tukaj je prišlo do povečanja količine pomaranč, ne da bi se kakorkoli zmanjšala proizvodnja čokolad. Ne? Zakaj je to pomembno, boste videli. Zdaj pa recimo, da gremo iz točke A v točko B. Ne? Pa si poglejmo, bom recimo z modro barvo to ponazorila. Recimo takole, pa takole. To se pravi, v točki A imamo ČA čokolade in PA pomaranč. V točki B imamo ČB čokolade in imamo PB pomaranč. Ne? In zdaj recimo, da smo v točki A, to je naša začetna točka, hočemo pa iti v B. Zakaj? Recimo zdaj zanemarimo, zakaj. Zato, da bi prišli v B, se moramo tolikle čokoladi odreči, zato da bi povečali količino pomaranč. To se pravi, vidimo, ko smo na krivulji alternativnih proizvodnih možnosti in ko smo točno nad krivulji, če se hočemo iz ene točke premakniti v drugo, moramo določeno količino ene dobrine žrtvovati, zato da lahko dobimo določeno količino druge dobrine. Ne? Videli pa smo, ko smo po točki X in ko se zapeljamo do krivulje, pa tega ni žrtvovanja, rečemo, ni oportunitetnih stroškov. Zato vidimo, da je v bistvu najbolj optimalno, da smo na krivulji. In rečemo, ta zelena krivulja nam kaže produkcijsko učinkovitost. Kadar delujemo v točkah recimo A pa B ali pa lahko recimo tukaj naredimo še C in tako naprej. Ne? Če smo znotraj te krivulje v tem rdečem polju, potem vemo, da tista točka ni produkcijsko učinkovita. Recimo, če pa damo potem še točko Y, to pa pod temi predpostavkami, ki jih imamo zdaj, enostavno ni dosegljivo. Boste videli pol, da je pod določim, recimo, če odpremo gospodarstvo, da trguje s svetom, če se poveča tehnični napredek in tako naprej, ampak pod temi predpostavkami, ki smo jih pa imeli, pa to ni dosegljivo. No, zdaj bomo šli pa naprej, ker bom rekla, iz te krivulje izhajajo določene, bom rekla, koncepti oziroma posledice. In to bom jaz narisala še en graf, da bo malo bolj jasno, oziroma tam imamo zdaj že vse porisan. Imamo čokolada, pomaranče, takole krivulje alternativnih proizvodnih možnosti, smo rekli vse, kar je v bistvu znotraj je možno, najbolj je pa, če smo na tej zeleni krivulji. Zdaj, kakšni koncepti v bistvu tudi izhajajo, oziroma posledice izhajajo iz te krivulje? Prvič je to, da ta krivulja nam kaže, da v ekonomiji obstaja redkost, zaradi tega, ker recimo, če vsa sredstva uporabimo za čokolado, potem recimo naredimo max čokolade in pomaranč sploh ne proizvedemo. Po drugi strani pa, če nič čokolade ne proizvedemo, pa lahko max proizvedemo. Ne moramo pa v bistvu proizvedeti maksimalno količino čokolade pa pomaranče hkrati. In jasno, glede na to, da je redkost, to za sabo potegne izbiro. In bomo videli, da v bistvu kasneje, ko bo najela lokacijsko učinkovitost, da si potem izberemo določeno točko na krivulji. In jasno, zaradi tega imamo tudi ta trade-off, to se pravi, da se odločimo ali eno ali drugo dobrino več, malo manj. Zdaj, kako se to odločimo, boste videli kasneje, ampak zdaj si pa poglejmo, recimo, da smo v točki A, pa bi šli v točko B. In smo rekli, moramo se odreči določeni količini čokolade, da lahko povečamo količino pomaranč. No in recimo tukaj imamo spremembo čokolade, takole je pa sprememba pomaranč. Zaprav, oportunitetni strošek teh 3 pomaranč, da povečamo, recimo takole se vidi, da so to 3 pomaranče, 1, 2, 3, se moramo odreči 2 čokoladama. Zdaj pa si poglejmo naprej, če se premikamo po krivulji, tukaj se tudi odrečemo 2 čokoladama, ampak dobimo samo eno, recimo pa pol pomarančo. Tako da vidimo, da se to razmerje, koliko dobimo ene dobrine za drugo, ko se pomikamo po krivulji, recimo, da so to točke C pa D, pa da smo se takole premikali dol, ta razmerje se spreminja. Zakaj se spreminja? Zaradi tega, ker v bistvu mi, ko gremo recimo z točke A v B,
Iz proizvodne čokolade v proizvodno pomaranč potegnemo določene produkcijske faktorje in jasno, najprej potegnemo iz proizvodne čokolade tiste produkcijske faktorje, ki so pa v proizvodni čokolade slabši, pri proizvodni pomaranč pa malo boljši. Ne? Potem pa, ko gremo z točke C v D, pa vidite, da v bistvu moramo že spet potegniti produkcijske faktorje iz proizvodne čokolade, ampak zdaj moramo potegniti že določene faktorje, ki so v bistvu zelo produktivni v proizvodni čokolade, malo manj pa v proizvodni pomaranč. Ne? Tako da ta trade-off se vidi, ne? Hočemo malo več čokolade, hočemo malo več pomaranč in moramo tudi vedeti, koliko moramo v količini druge dobrine za to spremembo plačati. Ne? No, če potegnemo zdaj črto po to produkcijsko učinkovitost, smo videli, če hočemo biti produkcijsko učinkoviti, moramo biti točno na krivulji alternativnih proizvodnih možnosti. Vidimo, da je določen trade-off, to se pravi, če se premikamo po krivulji alternativnih proizvodnih možnosti, potem vidimo, da se moramo odreči eni količini, ene dobrine, zato dobimo več količine druge količine. Ne? Okay. Zdaj idemo pa naprej na alokacijsko učinkovitost. Ne? Smo rekli, vemo, kot gospodarstvo hočemo biti na krivulji, zdaj pa kje na krivulji hočemo pa biti. Ne? To je pa zdaj v bistvu tisto vprašanje, ko smo rekli, da se pa navadno, sicer lahko odloča tudi država, recimo parlament, vlada in tako naprej, ampak velika večina odločitev na trgu se naredi oziroma na trgu. Ne? Zakaj na trgu? Smo rekli, ker na trgu se zrcalijo tele preference potrošnikov in pa tudi proizvajalcev. Ne? No in zdaj si pogledamo to alokacijsko učinkovitost. Smo rekli, da alokacijska učinkovitost pove ravno katere količine dobrin kombinacijo pomaranč pa čokolad bi gospodarstvo hotelo imeti. No in si tukaj narišemo graf. Zdaj bomo pa narisali drug graf in bomo na vertikalno os dali mejne stroške pa mejne koristi. Pa spravili si bomo recimo količino čokolade, ker imamo model z dvema spremenljivkama, če eno določimo, po definiciji mora biti določena tudi druga. Ne? Ko bomo vedeli, kakšno količino čokolade hočemo proizvesti, bomo vedeli tudi, koliko je pomaranč. Zdaj za mejne koristi proizvodne čokolade vemo, da padajo, koristi oziroma koristnosti, mejni stroški se povečujejo. To morate zdaj mi nekako zaupati, pa bomo potem kasneje to še malo več povedali, ko bomo prišli do te snovi. Tam, kjer se v bistvu krivulji sekata, so mejni stroški enaki mejnim koristim, to je optimum in bo določena tudi optimalna količina čokolade. To značimo zvezdico. Ne? No in zdaj v bistvu bom jaz si zapomnila, kakšna je tale količina. Zdaj bom šla pa jaz dol, pa bom narisala še graf alternativnih proizvodnih možnosti. Čokolado pa pomaranče, takole narišem našo krivuljo. In si jaz berem tole z roza pobarvano količino. Rečem recimo, da je to nekje klele, rečem, tole je optimalna količina čokolade v družbi. In glede na to, da smo produkcijsko učinkoviti, lahko določimo tudi optimalno količino pomaranč in rečemo, da je to optimum. In tukaj imamo produkcijsko plus alokacijsko učinkovitost. Ja. No, zdaj bomo šli pa naprej, pa bomo pogledali, kaj v bistvu to krivuljo na nek način premakne, to se pravi, ali lahko pridemo izven te originalne krivulje alternativnih proizvodnih možnosti in odgovor je, seveda lahko. To je predvsem odvisno od tehničnega napredka in pa razpoložljivosti produkcijskih faktorjev oziroma odprtja gospodarstva, zato da trguje s svetom. Ne? Pa recimo zdaj predpostavimo, da tehnični napredek v proizvodnji pomaranč in čokolade se poveča, to se pravi, zdaj z enakimi stroški lahko naredimo več čokolade in več pomaranč. Tole je naša taka originalna krivulja, pa smo pa rekli, prije do tehničnega napredka pri obeh. In pri tehničnem napredku je tako, da to krivuljo alternativnih proizvodnih možnosti enostavno premakne proti desni strani. To se pravi, da sedaj so nam na voljo z enakimi produkcijskimi sredstvi
zaradi višjega tehničnega napredka v bistvu več dobrin. Lahko proizvede družba več dobrin. Zdaj, še ena kombinacija pri tehničnem napredku je, recimo, da pride do tehničnega napredka samo v proizvodnji čokolade in pomaranče. Takole postavim, to se pravi, tehnični napredek se poveča pri čokoladah. Zdaj pa vemo, da lahko proizvedemo enako količino pomaranč, hkrati pa več čokolad. Takole pa vidimo, da v bistvu tale krivulja zarotira proti desni strani, krivulja alternativnih proizvodnih možnosti. Podobno je, recimo, če bi prišlo do povečanja produkcijskih faktorjev, recimo, da bi, da se poveča količino kapitala pa dela, pa si poglejmo, kaj bi se to naredili, potem kako bi to spremenili našo analizo oziroma kaj se to na grafu zgodi. Če imamo takole čokolade in pomaranče, narišemo krivuljo alternativnih proizvodnih možnosti, da se poveča količina dela in kapitala, tako kot da bi prišlo do tehničnega napredka, paralelni premik je, pridemo na višjo krivuljo alternativnih proizvodnih možnosti. Z istim tehničnim napredkom pa več produkcijskih faktorjev lahko pridemo do večje količine proizvedenih faktorjev, to se pravi do večje produkcijske učinkovitosti. Zadnja v bistvu varianta pa je še, če pride do trgovanja s svetom, je pa podobno kot recimo je ko se povečajo produkcijski faktorji ali pa ko se poveča tehnični napredek v obeh panogah, to se pravi proizvodnji čokolade oziroma v proizvodnji pomaranč. Tako, to bi bil zaključek, to se pravi, spoznali ste prvi model, da rečemo mu tudi ekonomizacijski model ali pa ekonomizacijski problem, s katerim rešimo, koliko naj država naredi, kaj naj naredi, kakšno kombinacijo naj naredi za to, da bo dosegla produkcijsko in alokacijsko učinkovitost. Hvala lepa za poslušanje. Se slišimo v naslednjih posnetkih. Če vam je posnetek všeč, ga všečkajte, naročite se na naš kanal in lepo bodite. Nasvidenje.